Pozdravljeni, danes vam bom predstavil tole orodje za konati oziroma brusiti cilindre na raznovrstnih motorjih, bodisi dizelskih ali pa bencinskih. To je to orodje, kako pa dela, pa boste videli v nadaljevanju posnetka. Želim vam prijeten ogled. Jaz osebno naročam pri Intercarsu, ker so zelo prijazni, ugodni in tako naprej, večkrat na dan dostavijo. Evo, na njihovi spletni strani sem našel orodje za konati cilindre. Takole izgleda. Sem ga dal v košarico in naročil. Dobijo se pa tudi rezervni brusni kamni, ki jih lahko kasneje naročimo. No pa poglejmo ta naš blok, ki ga moramo obdelati. Na motorju, ki je predmet popravila, je bila počena glava in posledično je v motorju zmanjkalo hladilne tekočine, zaradi česar se je motor večkrat pregrel. Ker se je motor večkrat pregrel, so posledice vidne na cilindrih v obliki majhnih otočkov ali krogov. To je znak velike pregretosti motorja in te otočke je treba zgladiti s pomočjo primernega orodja. Jaz sem izbral orodje za brušenje Top Tool. To je to orodje, ki ga prikazujem. To pa je ena stara posoda od enega rabljenega vozila. Ene kabelčke, ki jih večkrat uporabim. In cev, tudi rabljena od enega starega avta. Vedro ga damo pod avto, da ni vse mokro. Da vam pokažem to orodje. Tukaj ima za nastavitev zmeti. Tukaj ima pa varovalo od spodaj, da pač je primerno zapakirano. Ker ni namazano, se ne da dobro premikati. To so pa brusni kamni. Piše, da je treba uporabiti primerno tekočino za rezanje. No, zdaj bom pa pokazal, po kakšnem postopku sem si jaz naredil avtomatsko doziranje vode. Na ta način sem spojil žice in jih primerno izoliral.
namestitelj cevi. Posodo sem kar s kleščem pričvrstil na karoserijo avtomobila. To je cev, ki poteka do cilindra. Na ta način sem pritrdil cev na magnetno držalo. Voda. Baterija. In test. Na koncu cevi sem namestil šobo za brizganje tekočine. Namestitev orodja v vrtalno mašino. Vsako zadevo, če hočemo, da lepo teče, treba primerno namazati. Razlika je očitna. To pa testiranje tega mojega projekta. Po prvem poskusu se vidi, da površina še vedno ni ravna, zato bo treba postopek ponoviti. Pumpa sama pove, kdaj zmanjka vode. Zaradi pretirane porabe vode sem si omislil en tak homemade ventilček. Deluje res dobro. No, na ta način sem popravil vse 4 cilindre. Še boljši rezultat lahko dosežemo, če
vrtenje vrtalnega stroja spremenimo oziroma spremenimo smer vrtenja. Obroček sem vstavil v cilinder, da sem preveril, koliko zračnosti ima, in jaz mislim, da so cilindri še vedno uporabni. Super. Po končanem brušenju oziroma honenju je treba vse cilindre premazati z oljem, da ne zarjavijo.